Naj najprej spomnim na to, da je Slovenska demokratska stranka glede na to, da so nas župani in pa direktorji zdravstvenih zavodov opozorili na to, da se projekt priprave nujne medicinske pomoči pripravlja v veliki tajnosti, v začetku meseca februarja sklicali oziroma zahtevali nujno sejo odbora za zdravstvo. Na tej seji smo med drugimi predlagali, da bi sprejeli sklep, da se v središčih, kjer ni predvideno urgentni center ali pa satelitski center, da se ohrani sedanja oblika službe nujne medicinske pomoči. Žal, moram reči, da so bili vsi naši sklepi takrat na tej seji zavrnjeni. Tako kot tudi pobuda, da se v pripravo pravilnika o nujni medicinski pomoči ne vključi stroka s terena. Kar se tiče pravilnika o nujni medicinski pomoči oziroma njihovih sprememb, ki so nam bile predstavljene, bi želela izpostaviti, da v Slovenski demokratski stranki seveda podpiramo sistem nujne medicinske pomoči v delu pravilnika, ki govori o izgradnji in pa samemu delovanju urgentnih centrov. Dokončanje izgradnje urgentnih centrov v letu 2015 je tudi obveza Slovenije za črpanje evropskih sredstev. Če ti urgentni centri ne bodo zgrajeni do konca leta 2015, bo potrebno seveda evropska sredstva vrniti. Ne strinjamo pa se z ureditvijo nujne medicinske pomoči na terenu, se pravi na periferiji. Nikakor, ponavljam, nikakor ne moremo sprejeti dejstva, da je v pravilniku določen odzivni čas mobilnih enot nujne medicinske pomoči in sicer v urbanih področjih 10 minut, na periferiji pa 20 minut od sprejema klica. Menimo, da gre v tem primeru za diskriminacijo bolnikov in da lahko rečemo, da želi Ministrstvo za zdravje vzpostaviti sistem prvorazrednih in drugorazrednih bolnikov. Glede na predstavljen pravilnik se nam tako postavlja vprašanje, ali so za vlado Mira Cerarja življenja ljudi na podeželju manj vredna, kot pa življenja ljudi, ki živijo v mestih. Poleg tega naj bi se bolnike razvrščalo po tem pravilniku po sistemu nujne obravnave. Poglejte, življenje se naravna vedno po zakonih. Življenje je zelo nepredvidljivo. No, kot drugo, ukinjanje nujne medicinske pomoči na periferiji pomeni zapiranje zdravstvenih domov v času dežurstva. To pa pomeni, da bo moral bolnik v času odsotnosti osebnega zdravnika ali v času dežurstva pomoč iskati v najbližjem urgentnem ali pa satelitskem centru. V nujnih primerih, ko gre za sekunde, pa je takšen način iskanja nujne medicinske pomoči za bolnika seveda lahko zelo usoden. In če tu predstavim na primeru Zgornje Savinjske doline, kaj to pomeni. Poglejte, Zgornja Savinjska dolina meri 54 kvadratnih kilometrov in ima cirka 15.000 prebivalcev. Sedajno nujno medicinsko pomoč nudi dežurna oziroma ekipa nujne medicinske pomoči in pa tudi dežurstvo, se pravi 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Po novem pravilniku pa bi seveda bil daljši odzivni čas zdravnika, slabša bi bila oskrba in izgubljeno bi bilo seveda dežurno mesto v Zgornji Savinjski dolini. Bolniki bi v tem primeru, oziroma bodo po vsej verjetnosti, če bo sprejet pravilnik, morali iskati pomoč pri najbližjem satelitskem centru, to pa je v satelitskem centru v Velenju. Torej, naj ponovno poudarim, osnutek pravilnika se je pripravljal v veliki tajnosti. Vanj ni bila vključena stroka. In že v prvem dnevu javne obravnave lahko zasledimo vrsto pripomb, za katere pa se v Slovenski demokratski stranki še kako bojimo, da ne bodo upoštevane.
Naj še spomnim, da bo jutri tudi na predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke potekala nujna seja odbora za zdravstvo in namen te seje je, da ministrstvo ponovno opozorimo na vsa odprta vprašanja in pa dileme te stroke, tako stroke kot tudi državljanov. Seveda vse pa z namenom, da nikakor ne dovolimo, da nas bo poslovnik Ministrstva za zdravje delil na prvorazredne in drugorazredne državljane.